sem hodila čez mejo dvigovati na bankomat s kartico denar, da sem lahko položila. Začela sem se vrteti v krogu dolgov in zgodilo se je, da me je bančna uslužbenka poklicala na sestanek. Ful me je bilo sram in sem rekla, lej, to moraš ustaviti, to moraš nekako nehati. Vodim tabelo, kjer imam zapisano, koliko imam plače, koliko imam izdatkov, kam gre moj denar. Kako se počutiš, ko imaš ta sistem? Svobodna se počutim, ker lahko v vsakem trenutku izbiram. Še tako hud minus se da rešiti, korak za korakom. Ko sem se vpisala na 5-tier business coach, nisem imela sploh ideje, kaj bom delala, oziroma ni bila v planu neka poslovna pot. In potem, ko sem prišla na delavnice, se je meni pojavila ideja, kaj pa, če bi jaz vso to moje znanje spravila v ta projekt in imela nek svoj produkt. Banke niso zadovoljne s tem, kar ti počneš. Res je, res je. In ko pomagaš ljudem, so velikokrat brez denarja in potem morajo še investirati v coaching s tabo. Te tukaj kaj stisne. Danes govorimo o denarju. Denar je lahko bolečina ali veselje. Številni posamezniki in tudi družine si danes želijo, da bi imeli več denarja. Če to vas zanima, ste na pravem mestu, v pravem času, kajti danes je z nami gostja, finančna coachinja Zorica Perič. Zorica, dobrodošla. Hvala za povabilo, Aleksander, in hvala za druženje. Daj mi povej, ko govorimo o denarju, zakaj misliš, da je denar danes pri ljudeh tako pomemben? Denar je nasplošno zelo pomemben in včasih se ne zavedamo, kaj vse si lahko z denarjem privoščimo. In posamezniki se srečujejo z to bolečino, ko nimajo denarja, nekateri z veseljem, ko ga imajo. In običajno se dogaja, da tisti, ko nimajo, rečejo, denar ni pomemben. Dejansko je pa denar pomemben, zato ker nam lahko omogoča življenje, nam lahko omogoča šolanje, nam omogoča zabavo, konec koncev zdravstvo nam omogoča in en kup drugih stvari, ki pridejo z denarjem. Kako si ti prišla na to idejo, da boš ljudem pomagala kot finančna coachinja? Jaz sem v bistvu, tako kot nekateri posamezniki, zabredla v finančne težave v preteklosti. In sicer bilo je tako, da sem pač svojo plačo začela porabljati za nepredvidene dogodke. Nakupovala sem oblačila, šminke, čevlje, moje omare so bile polne, prepolne vseh teh stvari. In ko ni bila plača dovolj, sem se poslužila limita. In seveda, ko ni bil dovolj limit, sem se poslužila tudi kartice. In začela sem se vrteti v krogu dolgov in iskala rešitve, da bom reševala dolgove, ampak s temi rešitvami sem jaz padala v vedno večje brezno dolgov. Imela sem en kup fint in idej, kako priti do denarja, kako pokriti tisti trenutni limit, da sem potem naprej trošila, In v enem trenutku zgodilo se je, da sem hodila čez mejo dvigovati na bankomat s kartico denar, da sem lahko položila, da so mi pobrali limit in obveznosti, ki sem jih imela na računu. In zgodilo se je, da me je bančna uslužbenka poklicala na sestanek in je rekla, ok, do kdaj,
Jaz sem potem si dala 3 mesece časa. Je rekla, ok, 3 mesece vas pustim in potem boste pa mogla vse vrniti. In zanimivo je, da banka nam daje vedno, nam omogoča limit, nam omogoča kartice, nam omogoča kredit, ampak v enem trenutku rečejo, da boš pa mogel vse vrniti, ne. In seveda takrat nastane panika, ne, in iščeš priložnosti, kje boš dobil denar. In no, jaz sem takrat rekla 3 mesece, ne, in ko sem šla ven iz banke, sem vedela, da ona gospa je točno vedela, kaj jaz delam. Ful me je bilo sram in sem rekla, glej, to moraš ustaviti, to moraš nekako nehati. In ko je prišla plača, sem jaz, se pravi, pokrila limit, pokrila kartice in preživljala mesec prav ko tako, da sem si nosila recimo malce od doma, nisem si nič privoščila in počasi se ni bilo v 3 mesecih. Jaz sem potem, mislim, da v pol leta izplačala limit, potem povrnila kartice še čez pol leta in prišla na zeleno vejo, da rečemo temu tako, da nisem potem tikala limita. Kartice sem še uporabljala, ampak počasi sem tudi kartice izločila iz uporabe. In danes imam tudi kartice v denarnici, ampak jih le redko uporabljam in koristim gotovino. Gotovino pa zaradi tega, grem na bankomat, dvignem gotovino in koristim zaradi tega, da imam občutek, koliko nekaj stane. Ker je razlika, ko gremo v trgovino in kupimo vrečko za 50 evrov in vidimo, kaj je v teh 50 evrih, ali pa ko gremo v trgovino in kupimo nekaj in samo prislonimo kartico in nam odtrže denar, takrat nimamo občutka, koliko denarja je šlo, ne. Torej, nekdo, ki plačuje z gotovino, porabi manj kot nekdo, ki plačuje s kartico? Pa bi si upala trditi, da ja, ker ima občutek, koliko je šlo denarja kam. Bi morali biti zelo disciplinirani, da uporabljamo kartice, in da vemo, koliko denarja nam gre za kakšno stvar. Torej, tako kot te zdaj poslušam, imam občutek, da si ti izjemno strukturirana, da zdaj točno veš, kakšne imaš prihodke, odhodke, da si na nek način, tudi če si kot fizična oseba, delaš pa na nek način vodiš sebe kot neko podjetje. Tako je. V bistvu jaz vodim tabelo, kjer imam zapisano, pa tudi v času sem se naučila, koliko imam stroškov, vem na pamet, koliko imam stroškov, vem na pamet, koliko imam plače, koliko imam izdatkov, kam gre moj denar. Ampak naučila sem se, da kljub temu vodim evidenco. Vsak mesec, ko pride plača, si vodim, koliko sem dobila plače, koliko je malca, koliko so potni stroški oziroma potnih stroškov jaz nimam, in si zabeležim, koliko prihodka imam na osebnem računu. In odštejem, oziroma že prvi odhodek je varčevanje pri meni. Se pravi, 20% mojega prihodka dam na stran v varčevanje in potem to pač vložim tam, kamor mislim, da je pravilno. Preostalo pa imam pač itak stroške, vemo, jih je treba plačati, poplačam stroške in s preostalim denarjem razpolagam. Tako da imam neko strukturo, kako se moram ravnati z denarjem. In to strukturo uporabljam tudi v drugih, recimo, ne vem, s časom, ki ga porabljam za določene aktivnosti in tako naprej in tako naprej. Kako pa s časom to delaš? Isto, dan ima 24 ur, 8 ur spimo, 8 ur sem v službi, to se pravi 16 ur že gre drugam, so zasedeni. Recimo, da rabim 1 uro tega priprave za iti v službo in pot domov, ne, se mogoče zadržim v trgovini ali kakorkoli. In preostali čas pa razporedim, ne vem, za športne aktivnosti, za branje knjige, za izobraževanje,
za pripravo recimo delavnic in to imam razporejeno recimo po urah ali pa po dnevih, običajno čez teden, ko delam, si vzamem čas, da malo zadiham in delavnice pripravljam soboto, nedeljo. Knjige berem tudi večinoma soboto, nedeljo. Imaš že urnik, kdaj kaj počneš? Tako je. Recimo, da en primer urnika. Primer urnika je, da vstanem zjutraj, 5:30, grem 1 uro hoditi, pridem nazaj, se zrihtam, se stuširam, se zrihtam in grem v službo. Službo začnem nekje ob 7:15, 7:30, različno, odvisno kako, ne, mi čas dovoljuje, kako sem prišla iz te hoje. In potem, ko pridem v službi, sem 8 ur, več ali manj 8 ur, kakšenkrat sem kakšno uro ali pa pol ure več. No, in ko pridem domov, si vzamem čas, da se malo spočijem, recimo ene pol ure, mogoče grem po tuš, pač različno. Potem si vzamem čas, da preberem knjigo, da preberem kaj iz knjige. Vidim, kakšne so aktivnosti, kaj je treba doma narediti, če je treba kaj posesati, kakšne šipe oprati in tako, likati. Sicer so stvari, gospodinjska opravila nerada opravljam, moram priznati. In to delam bolj kampanjsko, ne. In potem vidim, koliko časa mi ostane, priprava kakšnega obroka za večerjo ali pa za drugi dan. In tam 8 zvečer, 8:30 je že počasi priprava za iti spat, ne. Še kaj pogledam, če je, ne vem, družbeno omrežje ali kaj takega, in tam 9:30 sem že napol pripravljena za spanje, ob 10 spim. Bravo. Kaj pa čez vikend, kako pa takrat si razporediš? Čez vikend si vzamem malo več časa zjutraj za pospat. Potem, ko vstanem, spijem kavo lepo v miru. Potem se zgodi, včasih grem na tržnico, včasih grem pozdravit kolegice, ki delajo v lokalih, v Kopru. Potem grem malo na sprehod, tako ležerno, recimo vikend je tak ležeren. Pridem domov, je priprava kosila, po kosilu malo počitka. Jaz velikokrat se uležem ali pa grem počivat za 15 minut, ne. Včasih smo temu rekli čiminček. Čiminček. Čiminček, ja. In po tem počitku je priprava za recimo naslednji teden, če imam kakšno delavnico, si pripravim gradivo, da sem pripravljena, 1 urico, 2 urice, odvisno, koliko mi to časa vzame. Kakšno knjigo prebrati, kaj postoriti doma in spet priprava večerja, in priprava na spanje. Bravo. Kako rečeš, pa recimo, kaj rečeš nekomu, ki pravi, da komaj preživi, ki ima recimo minimalno plačo, kako lahko nekdo, ki nima veliko prihodkov, kljub vsemu si ustvari neko finančno stabilnost ali pa svobodo? Kaj je tvoj nasvet takrat? Moj nasvet takrat je, da si ljudje vzamejo tabelo, ali pa en list papirja in začnejo pisati stroške, se pravi prihodke in odhodke. In da si začnejo beležiti tiste majhne, kavice. Zelo hitro se nabere. Kavica tu, kavica tam, potem prigrizek, tak ali drugačen, ne vem, časopis, ne. Veliko je stvari, ki jih kupimo mimogrede, ki jih ne rabimo. Dejansko veliko stvari bi lahko prihranili, tudi če bi šli v trgovino z listkom, kaj rabimo doma, in bi potem tisti del lahko prišparali, ne. Ne rečem, da je treba zdaj ne si nič privoščiti in biti žrtev tega, ne. Ampak, ne vem, 10, 20 evrov na mesec, če začnemo z majhnimi koraki, pa bom rekla tako, če nekdo prišpara
že 5 evrov na mesec, prvi mesec, in potem 5 evrov drugi mesec, bo zelo hitro prišel v navado, da bo lahko naslednji mesec prišparal 10, 15, 20 in tako naprej in tako naprej. Velikokrat se mi zgodi, da mi rečejo ljudje, ja, pa imam majhno plačo, ne, majhen prihodek. Marsikdaj je potem treba videti, kaj lahko naredimo tudi na prihodkovni strani, kakšna znanja imamo, kaj bi lahko naredili, da bi bil naš prihodek večji, ne. Veliko ljudi je tudi zakreditiranih. In ko gremo pogledat finančno stanje, vidimo, da je polovico njihove plače gre za kredit. Kredit za avto, recimo. Ena pač neumnost, ki jo ljudje pogosto naredijo, ne. In Zakaj je to neumnost? to je neumnost zaradi tega, ker če nimamo sredstev za življenje, oziroma, ja, če nimamo dovolj denarja za življenje, si ne gremo kupiti nov avto na leasing, ne, ali pa na kredit, ampak si od one plače, ki jo imamo, tudi če je tako majhna, šparamo nekaj časa, da si kupimo rabljen avto, ki manj stane. Ker enkrat, ko se zakreditiramo, se mi zasužnjimo. Pomeni, smo suženj kredita. Prvi mesec, mislim, mi, ko imamo kredit, banka ne čaka, da mu vzame svoj delež takoj, ko imamo denar na računu. In mi smo dejansko v tem primeru suženj za tistih 300-500 evrov. Marsikdo vztraja v neki službi, ki mu ni všeč, kjer ni zadovoljen, ker ima majhno plačo, vztraja zaradi tega, ker ima kredit. Ker se boji, kaj bo, če, ne vem, se zamenja službo, se boji, če bo dobil tako službo, kjer bo lahko odplačeval ta kredit na tak način. Lahko, da bo dobil še slabšo službo. Običajno se ljudje vrtijo v nekih negativnih vzorcih in te negativne vzorce prenašajo iz financ v službo, v življenje, v odnose in tako naprej. Kako se recimo pomanjkanje denarja pozna v družini ali pa v odnosih? Pomanjkanje denarja je pogosto razlog, da grejo partnerji narazen, da so v družinah težave, da so problemi, in dajmo reči, da je velikokrat, ne bom rekla stalno, ampak velikokrat je to težava, ker se ne znajo partnerji med sabo zmeniti. Eden ima take želje, drugi ima drugačne želje. Ne znajo se med sabo pogovoriti. Mnogokrat se mi je že zgodilo, da, ne vem, je prišla pač ženska, da ji pomagam na coaching, in mož sploh ne ve za njene finančne težave. Dejansko v partnerstvu, če smo partnerji, si moramo pomagati v dobrem in v slabem, ne. In partner mora vedeti, kakšna je naša finančna slika. Velikokrat se zgodi, da ima en partner večjo plačo kot ta drugi, potem so tudi primeri, ne vem, ko delijo stroške na pol, ne, se pravi, grejo na dopust in se deli strošek dopusta na pol. In nekdo ima, ne vem, 2000 evrov prihodka, nekdo ima pa samo 1000 evrov prihodka. In oni, ki ima 1000 evrov, težko da polovico za dopust. Oni, ki ima 2000 evrov, bi pa mogoče lahko plačal cel dopust. Velikokrat se tudi zgodi, ne vem, da v gospodinjstvu imajo ločene finance. Mož ima svoje finance, žena ima svoje finance. Ampak žena skrbi za gospodinjstvo, kupuje, se pravi, hrano in vse ostalo. Skrbi za otroke, enega, mogoče dva. Skrbi zase in še plačo ima mogoče nižjo, kot ima mož. Mož pa poplača, ne vem, račune za svojo polovico računov, tudi to se mi je že zgodilo, ne, da imajo stroške na pol. Mož plača svojo polovico računov in ima pač svojo plačo zase. In
žena pravi, ne, niti slučajno mu ne smem povedati, da imam finančne težave, ker potem bo rekel, da sem nesposobna, da sem zapravljivka, ne. In to je težava. V partnerskem odnosu pač bi mogli o financah govoriti odkrito oziroma o vsem govoriti odkrito. Torej, mi imamo primere, ko se nekdo prijavi k nam na delavnico in to je podobno primer temu, kar ti govoriš, in recimo mož ne sme vedeti, koliko stane delavnica, da je sploh ta oseba investirala, in celo smo imeli primer ene udeleženke, ki je na Zoomih bila v bundi zunaj, da partner niti ne bi vedel, da ona hodi na neki, ne. Torej, to je predlog tukaj je kaj? Moj predlog tukaj je, da v bistvu oseba, ki je v takem položaju, oseba, ki ima finančne težave, ali pa oseba, ki ne more partnerju povedati, da koliko denarja je investiral recimo v eno delavnico, zbere pogum, ker jaz bom rekel tako, nekdo, ki me ne podpira oziroma ki ne podpira svojega partnerja pri njegovih odločitvah, pa ne bi rada da zveni to grozno. Se pravi, nekdo, ki me ne podpira, kaj delam z njim ali pa kaj dela on z mano, ne. Jaz bi predlagala takim osebam, da zberejo korajžo in povejo, glej, hodim v službo, služim denar in to me pripada. Izobraževanje, nekaj za moj gušt, nekaj za to, da bom jaz rasla kot oseba, kot človek. In konec koncev bo tudi partner zraven rastel, ne. Tako da, ja, tudi meni se je zgodilo velikokrat, da povejo osebe, da niso povedali, da mož niti slučajno ne sme vedeti, koliko so oni dali za neko delavnico, in to je meni nepojmljivo, no. Kako so tebe ta znanja poklicale? Torej, kako si pa ti prišla na pot NLP-ja, coachinga in tako naprej? V bistvu jaz sem se že ves čas izobraževala. Jaz sem pač začela tudi formalno izobrazbo, sem pridobila ob delu, in potem je bilo eno obdobje, ko več nisem hodila v šolo, se nisem učila in meni je nekaj manjkalo. In v službi smo imeli nekaj izobraževanja, ampak to je bilo v sklopu službe, čisto osnovno, ne. In vedno sem čutila, da nekaj pa še bi mogla znati, nekaj bi se pa še mogla naučiti, ne. In nekako tudi zaradi same komunikacije, samih odnosov, boljše komunikacije v službi, boljše komunikacije z družino, z družinskimi člani, s prijatelji, znanci, se mi je zdelo, da rabim še neko izobraževanje na področju razumevanja sebe, razumevanja delovanja naših možganov. In sem iskala in brskala, kaj bi pa to bilo, da bi se pač še izobraževala. In takrat je prišel pač tvoj brezplačna delavnica za NLP, prva. In sem poslušala in mi je bilo zanimivo, ampak jaz takrat nisem bila še pripravljena za to učenje in sem odložila v smislu, ni mi to tisto, kar bi moglo biti, ne. Moram priznati, da takrat me je tudi tvoj naglas ful motil in sem dejansko, mi nekako ni leglo in ne morem se učiti od nekoga, ki ne govori čisto slovensko, ne. Mi je bilo pomembno, da je to izražanje v čisti slovenščini in tako. Jaz se trudim, da govorim čisto slovensko. Samo eni mi rečejo, da imam malo naglasa, ker v Gorici, a pa na tem našem delu Primorske, mi rečejo, da govorim ljubljansko. In ko sem v Ljubljani, mi rečejo, da govorim malo po primorsko. Ja, oprosti. Ja. Ne vem točno, kaj bi lahko rekla, da me je zmotilo, ampak enostavno mi ni bilo, ne. In potem sem iskala v bistvu, kaj bi me pritegnilo, in sem tudi ostale ponudnike pač šla skozi, sem naredila tržno analizo, kje bom jaz to se izobraževala.
In je prišel trenutek, takrat sem imel drugo brezplačno delavnico, in je prišel trenutek, ko sem jaz v enem momentu rekla: "Poslušaj, pusti na glas, pusti slovenščino, pač sej boš, sčasoma boš to prebolela, v smislu, bo šlo v uho." In dejansko tudi tako je bilo, ne. Jaz sem po, ne vem, prvih 3-4 modulih, mi je ta tvoj naglas prišel v uho in sem se pač začela učiti. Mi je bilo lepo, moduli so pač narejeni tako, da jaz sem lahko to poslušala tudi med vožnjo. V službi se veliko vozim in to je bilo zame prednost, da sem se jaz učila med vožnjo, poslušala module in potem še doma, ko sem si hotela delati zapiske, še enkrat preposlušala ta predavanje. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni, da všečkate, delite, komentirate vsebine, ki jih objavljamo. In ko se vidimo na delavnicah v živo, bom vesel, če mi boste rekli, da ste spremljali ta današnji podcast in kakšen se vam je zdel. In seveda iz NLP-ja je potem me povleklo še na hipnozo. In tako da iz hipnoze sem potem, kakor sem hodila na delavnice in kakor sem opazovala in ostale udeležence in svojo rast, bila sem malo bolj korajžna, upala sem si, ne bom rekla upala, včasih sem jaz bila tako zadržana, ne. Če sem prav morala, sem spregovorila, drugače sem bila raje tiho. Zdaj pa izkoristim priložnost, ko je treba kaj povedati. Ne čakam, da nekdo prvi se oglasi, se marsikdaj prva oglasim. In dejansko sem videla v tem izobraževanju prednost zase. Bom rekla, sem se osvobodila neke zadržanosti, ne vem, prišla sem ven na luč. Tako da, in zdaj, če rečem, izobraževanje, ves čas se moramo izobraževati. Na področjih, ki nas zanimajo, na področjih, ki nam v življenju koristijo. In meni, jaz bom rekla tako, izbrala sem in prava izobraževanja in pravega učitelja v tem trenutku, če lahko rečem tako. Ko imaš ta znanja NLP-ja, hipnoze, coachinga, kako ti to koristi, ko drugim zdaj pomagaš pri finančni svobodi ali pa pri bolj previdnem ravnanju z denarjem? Pa v bistvu tehnike NLP-ja uporabim pri coachingih, sam coaching uporabim pri srečanjih z klienti. Postavljam vprašanja, ki jih peljejo k izhodu iz finančnih stisk. Trudim se, da običajno se klienti vrtijo v tistem krogu negativnosti, ne? In s temi znanji jih skušam potegniti ven. Potegniti tisto, kar je dobro, tisto, kar so naredili v življenju dobro, tisto, kar so naredili, kar delajo dobro, da pridejo ven iz tega kroga negativnosti in da se začnejo osvobajati pač finančnih stisk. Se tebi kdaj zgodi, zdaj, ko poznaš ta znanja in imaš tvojo tabelo, da kupiš nekaj, kar si misliš, tega nisem rabila kupiti? Bolj poredko, ampak se zgodi. In zgodi se takrat, ko sem v kakšni naglici, to so bolj nepremišljeni nakupi. Ne vem, grem na kosilo med službo recimo, ko sem v Gorici, grem v Kolandijo na kosilo, parkiram avto v garažni hiši in potem tam grem mimo onih trgovin, ne. In tam me zna spodnesti, ne. Ali pa kakšne čevlje še vedno. Najbolj
pa me, najbolj se pa obnese, tudi ko me spodnese, vem, da lahko vrnem. Ne? In ko pridem domov, potem razmislim, ali bom vrnila, ali bom to pač zadržala. Se ti daj zgodilo, da si vrnil, ne? Ja, velikokrat. Velikokrat, v preteklosti velikokrat. Torej rečeš kaj? Rečem, da pač mi ne odgovarja, da sem pogledala pač za ostalo garderobo, ki imam, ali pa čevlje me žulijo, doma, ko sem probala, me čevlje žulijo in jih potem vrnem, tako da na tak način. Bravo. Torej, ko govoriva o finančni svobodi in ko pomagaš ljudem, je včasih prav to, da so velikokrat brez denarja in potem morajo še investirati v coaching s tabo. Ja. Te tukaj kaj stisne, si misliš, ojoj, ta je zdaj brez denarja, prišel k meni po pomoč in prva stvar, ki bo naredil je, zdaj pa moraš še kupiti moj coaching paket. Kako tudi sama pri sebi to delaš? Ker jaz se spomnim, ker sem jaz začel na začetku, jaz sem hotel pomagati ljudem in ogromno ljudi, ki so prišli k meni, so investirali, ki sem rekel, ja, nimam denarja, sem rekel, ok, boš pa po obrokih plačeval in so investirali 2-3 obroke, rešili svojo težavo z mojimi znanji in jaz potem nisem več videl ne duha, ne sluha o njih in sem kar nekaj imel 30-40 tisoč evrov odprtih nekih terjatov, ki jih tudi do danes ne bom nikoli več videl in so pa ti isti ljudje, kar nekaj sem videl, da ima kabriolet, gre na dopust, gre tam, so objavljali po socialnih omrežjih, torej jaz nisem videl tega denarja, meni so se ljudje smilili in potem tudi Tjaša se spomnim in rekel, Aleksandar, zdaj pa moramo narediti nek red. In smo naredili nek red in smo rekli, zdaj pa moramo biti bolj dosledni, bolj konsistentni, ne moramo, pač mi moramo tudi imeti za elektriko, za plače, za stroške in tako ne. Torej, kako ti delaš zdaj pri sebi, ko rečeš, pride nekdo, jaz imam težave, mož ne sme vedeti te težave, to, kar se reka prej, in imam toliko minusa in zdaj prideš pa še ti. Včasih sem imela veliko težav s tem. In včasih se je dogajalo, da sploh nisem upala povedati, koliko to stane. Sploh nisem upala govoriti o ceni, ne. Velikokrat pa je bilo tudi, da so ljudje prišli do mene, znanci, pač tisti, ki so vedeli, da znam z denarjem, in so vprašali na svet in njim se je zdelo samoumevno, da bom jaz pač povedala, kako bojo oni ravnali z denarjem in da je to zastonj, ne, ker jaz to vem, jaz to sem izkusila, drago plačala in dejansko so pričakovali ali pa pričakujejo, tudi zdaj že pričakujejo, še vedno pričakujejo, da pač bom ta znanja delila brezplačno. In nekaj znanja že delim brezplačno in povem in pomagam, ampak naučila sem se, da dejansko postavim ceno. Da postavim ceno in rečem, ja, tudi jaz moram plačati elektriko in tudi jaz moram plačati, ne vem, račune, moj čas tudi stane. Tako da zdaj s tem nimam težav. Če me vprašaš, ne vem, 4 leta nazaj, bi jaz delala vse zastonj. Zdaj pa je drugače. Zdaj sem se tudi jaz naučila, da moram postaviti ceno. Jo postavim, preden se začnemo pogovarjati. In tudi plačilo je, preden pač izvedemo coaching proces ali pa, če je to hipnoza, ali pa NLP tehnike, karkoli, srečanje, se pravi, naredimo to pred srečanjem. No. In zdaj nimam več težav povedati. Prej se mi je zatikalo, pa bi povedala, pa ne bi. Najrajši bi videla, da bi nekdo drugi povedal, koliko to stane. Namesto tebe, ne? Namesto mene, ja. Ja. In ja, marsikaj si nas naučil. Ja, se ena stvar tudi, ki verjetno ti koristi to, da ti sama veš, da si tudi ti investirala v to znanje, da to ni prišlo kar z neba in že zdaj poveš sama, da se skozi nekaj bereš, se učiš, hodiš na delavnice, investiraš in jaz dostikrat pomislim, ravno pred kratkim sem šel spet v San Diego, Kalifornijo in zraven mene sedi en mišičnjak in na tistem letalu jaz sem se že malo boril proti njemu, je imel malo večje
bicepse in vse, ne. In celo pot sem tako malo bil nahnjen, 27 ur je bilo celo potovanje, toliko investiran časa, toliko denarja in na nek način se mi zdi pošteno, da nekdo, ki bi rad tudi naredil transformacijo, investira vase, ker potem bo tudi naredil sam spremembo. Tudi verjetno, ko nekdo plača tvoj coaching, te bolj posluša, je bolj motiviran. Tudi tisti, ki plača in investira, na koncu prije že z idejo, zdaj bom pa res nekaj naredil, on nekaj pa čaka, da bo vse brezplačno, ne ceni tega procesa in zato tudi nič ne naredi. Točno to. Ljudje, ko dobijo nekaj brezplačno, si mislijo, itek ni vredno, ne. In velikokrat sem imela primere, da so prijateljice ali pa znanci, da so me spraševali za nasvete in sem jim pomagala in mogoče, ne vem, 1 mesec, 2 meseca so pač delali nekaj na tej svoji finančni svobodi in potem so zelo hitro šli po starem. To je točno zaradi tega, ne. Niso investirali nič v to, da bi se nekaj spremenilo. In enkrat, ko investirajo, je pa drugače. Takrat pa razmišlja z drugim, ne bom rekla z drugimi možgani, na drugačen način. Ne vem. Mogoče se jim zdi škoda onega denarja oziroma si misli, bom izkoristil oni denar, ki sem ga vložil v to. Tako da res ne vem. Je pa, veliko primerov, ko v bistvu ljudem želim pomagati, jim dam nasvet, naredijo pa čisto drugače, kot sem jim svetovala. Vem, da tudi pri hrani imaš neko disciplino in strukturo. Tako je. Ja, kako pa to, povej mi, kako se pa tega tako držiš? V bistvu pri hrani prišel en trenutek v mojem življenju, ko sem jaz rekla, pač zredila sem se, ne, in o letih ne bomo govorili. In prišel en trenutek, ko sem jaz rekla, okej, zdaj imaš pa toliko in toliko let, ne, in kaj bo, ko jih boš imela 10 več, 20 let več in tako naprej. In v družini, po očetovi strani, imamo, pač babica je bila sladkorni bolnik, kar precej močna, debela, tata je sladkorni bolnik, ima težave s srcem in pač vse te pridružene bolezni. In meni je v enem trenutku kliknilo, ne boš si dovolila, da greš na ta pota. In sem se pač odločila in rekla sama sebi, moraš nekaj narediti na svoji prehrani, na svojem videzu, na svojem počutju. Konec koncev z 10 ali pa 15 kilami več se bistveno težje gibljamo kot, recimo zdaj. In predstavljala sem si, kako bo izgledalo, ko bom jaz imela nekih, ne vem, če bi nadaljevala po tisti poti, ne, da imam še 10 kil več, ne, in da nosim nek nahrbtnik, ki je še 10 kil težji in potem še in še. In v tistem trenutku sem rekla, ne, moraš nekaj spremeniti. In potem je bila sprememba prehrane, vključila sem več gibanja, več discipline okrog tega gibanja, ker ko govorimo o nekih športnih aktivnostih, jaz sem včasih tudi tekla, ampak tek zame ni, jaz sovražim tek. Tekla sem zato, ker smo v službi tekli zaradi Ljubljanskega maratona, pa druženje, pa tako naprej, ampak meni tek ni bil všeč. In tekla sem do takrat, ko je bilo treba maraton teči, in sem ga pretekla 10 kilometrov, 2-krat. Bravo. Hvala. Ampak potem nisem tekla več in mi je to bilo, če mi ni všeč, če ne uživam v tem, ne bom tega delala. In sem začela s hojo in imam hitro hojo, 1 uro na dan, in to mi je bistveno lažje, je lažje za moja kolena, zame. V tem času, ko hodim, poslušam ali neke podcaste, ali se kaj izobražujem in tako, in ta čas izkoristim. Pri prehrani sem pa
isto tako kot pri financah je potrebna disciplina, ne. Kaj jem, kdaj jem, koliko jem in marsikdaj je bil izgovor, prej, če govorim, je bil izgovor, ja, pa grem v službo, pa grem v restauracijo, pa tam mi dajo, ne vem, zrezek, pa mi dajo krompir, ampak ne, vse lahko zbiram. Samo dovolj zgodaj oziroma pravilno se moram pripraviti. Marsikdaj nesem hrano od doma v posodici in potem na lokaciji segrejem ali pa jem hladno. Marsikdaj grem v restauracijo pa naročim, ker hočem jesti, pa če mi silijo oni krompir zraven, rečem ne. Običajno rečejo, ja, veste, zelenjava je za doplačati. Okej, jo bom doplačala, ne. In take stvari, no. V glavnem, pomembna je disciplina. Jaz pri svoji prehrani se izogibam ogljikovih hidratov, nisem jih čisto izločila, ampak se jih izogibam. In pomembna je tudi disciplina, ko priješ mimo vitrine polne rogljičkov, oziroma jaz, ko grem mimo vitrine polne rogljičkov, da si rečem ne. Velikokrat imam tako službo, da mi ponudijo zaposleni, če bom rogljiček, kavico ali pa ko si naročim kavico, boste še rogljiček? Ne, hvala. Ne? In znam reči ne, hvala, ker vem, kaj mi to prinese potem mojemu telesu oziroma mojemu cilju shujšati. Kako se počutiš, ko imaš ta sistem? Dobro se počutim. V bistvu svobodno se počutim, ker lahko v vsakem trenutku izbiram, kaj bom jedla, kaj bom delala. Poleg tega je pa pomembna ta svoboda, da tudi če se pregrešim, tudi če zaidem, pojem oni brioš ali pa pojem pico, ni nič narobe. Jutri je še en dan. In jutri bom začela dan z svojo disciplino. Odlično. Mislim, to, kar si rekel, se mi zdi res dragoceno. Torej, dostikrat ljudje naredijo eno napako, torej vzamejo brioš, vzamejo pico in potem rečejo, brez veze je, in kar naenkrat začnejo spet neke stare vzorce dajati ven. Ne? In še ena stvar, ki se mi zdi dragocena, ker si rekel, zdaj ti imaš toliko nekih sistemov ali pa struktur na področju gibanja, spanja, porabe časa, denarja, hrane. In vse te strukture se mi zdi, da ti dajo več svobode, kot če tega ne bi imela. Torej disciplina ali pa struktura prinaša več svobode, vsaj tako imam občutek, da je pri tebi in tako nasplošno vidim v svojem ali pa življenju drugih. No. Ja, res je. V bistvu ta struktura in zavedanje, da tudi če pogrešimo, ni nič narobe, mi daje to svobodo. In struktura me vodi dejansko skozi življenje lahkotno, ker vem točno, kaj se bo zgodilo, kaj lahko pričakujem. Kakšenkrat mi je tečno ali pa naporno, jaz se rada pripravim vnaprej. Pomeni, če imam nek dogodek, sem rada pripravljena vnaprej, mogoče nekomu je en dan dovolj, jaz, ne vem, 2-3 dni sigurno bi rabila neko pripravo, da sem jaz mirna, da je to tako. Tudi ko grem nekam na pot, recimo, če rabim, ne vem, iz Kopra do Ljubljane 1:15 do neke lokacije, 1:15, jaz si vzamem še pol ure. Zakaj? Zato, da pridem lepo v miru, da sem umirjena, da imam seveda na dogodek, pač na sestanek pridem 5-10 minut prej, ampak jaz v Ljubljani sem pol ure prej. In to mislim, da mi daje to lahkotnost, da sem jaz vnaprej pripravljena, kaj bi se lahko zgodilo. Mislim, kaj bi se lahko zgodilo. Nič se ne more zgoditi, ne, ker plan se izpelje, pač ko narediš nek cilj, nek plan, ga izpeljem, ampak imam rada, da je vse popredalčkano. Kaj je tvoj nasvet ljudem, ki pa imajo kaos in nimajo teh struktur in imajo občutek, da so takrat svobodni, vendar nimajo pa rezultatov, ki hočejo. Nimajo rezultatov na področju denarja, na zdravju, na telesni teži, na teh vseh področjih, ki so jih zdaj omenjala.
V bistvu moj nasvet je, saj marsikdo reče, ne, da se znajde v kaosu, ne. Moj nasvet bi bil, da začnejo pri eni stvari delati strukturo in red. In potem avtomatsko ta ena stvar potegne za sabo drugo stvar, tretjo stvar in potem zelo hitro se najdemo v življenju, kjer imamo vse popredalčkano in strukturirano. Torej, rekel si, da struktura ti je tebi pomagala. Kot te razumem, imaš zdaj dobre recepte pa nasvete na področju kariere, na področju zdravja in tako naprej. In ti si izbrala prav denar. Iz vsega tega, zakaj prav denar? Ja, eno je to, da sem jaz šla skozi ta proces, se pravi, ko sem prišla ven iz teh finančnih težav, dajmo reči temu finančnega brezna, sem se začela izobraževati na področju financ. Sem se začela izobraževati, kaj bi mogla vedeti prej, da se ne bi zgodilo to, kar se mi je zgodilo. Kaj bi mogla delati prej, da se mi to ne bi zgodilo. In avtomatsko so se stvari začele odpirati. Učila sem se najprej voditi tabelo, potem o kreditih, o kreditnih karticah, o limitih, o obrestih, da sem sploh razumela, kaj to pomeni, kaj je to pomenilo pri meni v financah. In seveda iz tega se je potem nadaljevalo, ne. In zakaj učiti ljudi o financah? Zato, ker je veliko ljudi še okoli nas, ki se ne spoznajo na finance, ki živijo v prepričanju, da je kriv sistem, da je kriva država, da je kriva banka, da je kriv delodajalec za njihovo finančno sliko. Ne zavedajo se pa, da dejansko so sami krivi, zato ker se ne naučijo oziroma se ne podučijo okrog financ. In veliko je ljudi, ki se vrti v dolgovih, in namesto da bi denar usmerjali v varčevanje in živeli lahkotno, se zadolžujejo in prezadolžujejo. In ko vidim, koliko je teh ljudi, me je to potem peljalo v to smer, da bi to izobraževala ljudi. Dejansko na vsakem koraku. Pa sosed, pa v prijatelj, pa v fitnesu, pa povsod je en kup ljudi, ki ne zna delati z denarjem. Po njihovih reakcijah in po njihovih dejanjih je videti, da ne razumejo finančnega sistema in v bistvu to me je peljalo naprej, da bi izobrazila čim več ljudi na finančnem področju. Bravo. Banke niso zadovoljne s tem, kar ti počneš, ker s tem bojo ljudje jemali manj kreditov, manj šli v limite, manj rabili kartice, tam, kar banke služijo. Res je. Banke niso zadovoljne s tem, kar jaz počnem. Lahko bi bile vesele, ker bojo ljudje varčevali in mogoče vlagali tudi denar v njihove produkte. Kaj misliš, da od tega bi morali uvesti že v osnovne šole? Kar ti počneš? Prva stvar je računovodstvo. Računovodstvo v smislu osebno računovodstvo. Da beležimo prihodke, oziroma že starši bi nas mogli učiti, kako varčevati. Ker mi kaj delamo? Mi opazujemo, ko smo majhni, opazujemo, kaj delajo naši starši, kaj delajo babice, dedki, tete, strici in seveda to, ko spužva, vpijemo, ne. In v bistvu bi morali nas učiti razporejati denar
ki ga imamo oziroma ki ga dobimo za rojstni dan, za Dedka Mraza oziroma za Božička, za veliko noč, karkoli, ne, bi nas mogli učiti razporejati ta denar in v prvi fazi v varčevanje in potem v drugi fazi pametno nakupovanje oziroma varčevanje in investiranje, ne. Tega mene niso učili, ne starši, ne v šoli. Tako da to bi bilo nujno, da bi v šoli uvedli nek predmet, kjer bi se otroci učili finance. Čisto osnovne, bi rekla, gospodinjsko računovodstvo. Plus, minus, to sem dobil, to sem dal, to dam sem, to dam tam in to bi bil nek moj predlog. Se ti zdi, da smo Slovenci nasplošno kot narod bolj zapravljivi? Ker recimo opazujem narode, kot so mogoče Židije, ki imajo res veliko bank v lasti in so, kar se tega tiče, zelo organizirani tudi osebno, ne? Je to nekaj v kulturi tudi mogoče naroda ali pa nasplošno? Kaj misliš? Pa bom rekel tako, po podatkih bank imamo Slovenci veliko denarja na bančnih računih, ne. Če gledam tako, ni, da smo toliko zapravljivi, ja, po eni strani smo tudi zapravljivi, je bolj to, da ne znamo varčevati, ne znamo, kam dati ta denar. In če pomislim tako, najprej so nas učili hiše, nepremičnine, ne, saj to je v redu, saj to je prav, ampak velikokrat mladi se zadolžijo, nimajo nobene osnove, preden grejo na banko in najamejo kredit za nakup stanovanja ali pa za gradnjo hiše. Se pravi, začnejo z nulo in za ves, ne vem, če rečem zdaj neko stanovanje za 200.000 evrov, ne, pa govorim na pamet cene, se pravi, nimajo nič privarčevanega in grejo na banko vprašati kredit za 200.000 evrov. Ne. Če bi varčevali od malega oziroma od študentskega dela, že majhne zneske jih varčevali in jih investirali pravilno, bi imeli pri, ne vem, 30 navarčevanih oziroma pridelanih, ne vem, spet bom rekel na pamet, 50, mogoče 80.000 evrov. Odvisno seveda v kakšne produkte bi vlagali denar, ampak ko gremo na banko po kredit za stanovanje, moramo imeti nekaj še svojega, ker banka nam kredit zaračuna, ne, plačujemo obresti. In zakaj bi plačevali banki obresti, če lahko imamo nekaj svojega navarčevanega? In to mislim, da je naš problem v Sloveniji, da dejansko mladi, ko začnejo razmišljati o neki nepremičnini, o nekem, ne vem, skupnem življenju, je prvo to, kar pomislijo, iti na banko in vzeti kredit. Ne pa pred tem varčevati. Ne? Običajno rečejo, enkrat se živi in bom potrošil vse. Ne? Tako da, recimo, ko gledam mladino, ko se zaposluje pri nas v podjetju, ne? Ko dobijo pogodbo za nedoločen čas, je prva stvar, kar naredijo, grejo in si kupijo avto na kredit ali pa na leasing. Ne, ne? Dajmo prvo par mesecev varčevati, pa potem z gotovino iti v avtohišo in kupiti avto. Ker če sem se zdaj vozila, ne vem, pa če se je zdaj vozil z motorjem do službe, ali pa s kolesom, ali pa se vozil z avtobusom, zakaj ne še, ne vem, 1 leto in bi privarčeval sredstva in bi z gotovino brez obresti nakupil avtomobil. Ena stvar je tukaj pomembna, ki jo dostikrat ljudje spregledajo, to je obrestni račun. Ja. Albert Einstein je nekoč dejal, da to je 8. čudo sveta, ki ga ljudje ne razumejo, in tisti, ki ga ne razumejo, v bistvu imajo zaradi tega velik problem tudi na področju denarja. In Warren Buffett, eden z najbolj znanih investitorjev, je v svoji zgodovini oziroma karieri dosegel
v povprečju 20% donos na leto. To pomeni, če je nekdo pri njemu investiral 1000 evrov, pa $1000, je v 30 letih, brez da bi karkoli zraven dodal, na koncu dobil 237,000. To pomeni, ta obrestni račun se največ prinaša, bolj ko gre ta stvar proti koncu. Torej, s časom se to neverjetno povečuje. Ne? In to je ta spet potrpežljivost, o kateri in vztrajnost in doslednost o tem, kar ti govoriš. Ja, dejansko obrestni račun dela v našo korist na dolg časovni horizont, v bistvu tudi na krajši časovni horizont. Ker govorimo o tem, da se pravi, če mi damo neko glavnico, se nam na to glavnico pripišejo obresti in potem za naslednje obdobje se nam šteje glavnica plus obresti, vse to skupaj se obrestuje in to pač gre s časom naprej. In seveda ljudje ne razumejo tega obrestnega računa in vedno rečejo, ja, saj ni važno, važno, da varčujem, saj ni važno, koliko dolgo. Pomembno je, da je to čim daljši časovni horizont. In ni toliko pomembno, koliko mi vlagamo, ne? Tudi za tiste, ki rečejo, da nimajo in da ne morejo vlagati 20 evrov, ne? Pomembno je časovnica, to dolgo časovno obdobje, na katero vlagamo in tu nam pride obrestni račun v našo korist in dejansko dela za nas. In to je spet ono, kar sem rekel prej, ne? Če bi začeli otroke že, ko so mali, to učiti, ne? Bi oni tako razmišljali strateško lahko od neke mlajšega obdobja in potem s penzijo noben ne bi imel težav. Tako je. Deva, moče še nekaj reči o tem, kako si ti ta znanja, ki si imela v glavi, recimo strukturirala s pomočjo znanj na delavnici, ki si jih dobila na 5-tier business coachu. Torej, kako ti je bil 5-tier business coach koristen za tvoj posel pa za to, kar počneš zdaj? Pa v bistvu, jaz, ko sem se vpisala na 5-tier business coach, nisem imela sploh ideje, kaj bom delala, oziroma ni bila v planu neka poslovna pot. Ne? Jaz sem se vpisala na 5-tier business coach z namenom pridobiti neka znanja, ki mi bojo mogoče koristila v službi kot vodja in tako. In potem, ko sem prišla na delavnice, sem videla in ugotovila, kako je treba ravnati, kako je treba sploh razvijati posel. In takrat se je meni pojavila ideja, kaj pa, če bi jaz vso to moje znanje spravila v ta projekt in imela nek svoj produkt. Ne? In v bistvu postopoma, kakor so bile delavnice, ideja, ne vem, z nekim brezplačnim produktom, ki ga daš najprej, in potem ideja, nek produkt, ki je nizkocenovni in tako naprej. To vse me je potem, meni so se v glavi začele vrteti ideje, kaj bi jaz lahko, kaj vse bi jaz lahko z mojim znanjem naredila. In dejansko po prvem zaključku 5-tier business coacha sem potem začela razmišljati, no zdaj pa daj vse to spravi v nek produkt. In potem sem se vpisala še enkrat, ne. Seveda ta znanja mi koristijo na vseh področjih, in v službi in pri mojem poslu, tako da, če rečem tako, čisto na splošno, je premalo teh izobraževanj, kjer bi posameznike učili, kako posel narediti. Ne? In sama bi si želela, da bi to mi prišlo na pot že veliko prej, ne. Verjetno ne bi, ne vem, čakala do zdaj, da bi se podala v poslovne vode, ne? Da bi imela nek svoj posel. Komu priporočaš, da se udeležite delavnice? Komu priporočam? Priporočam
vsem tistim, ki imajo neko idejo, da bi nekaj delali, ki imajo nek produkt, pa ne vejo, kako ga lansirati v svet oziroma ga realizirati. Nekomu, ki je mogoče zataknjen v neki službi in mu ta služba ni všeč, ker če rečem, da sem jaz, ko sploh nisem razmišljala o tem, da bi imela nek svoj posel, potem iz tega razvila posel, verjamem, da bojo tudi taki, ki so mogoče nezadovoljni v svoji službi, lahko našli potem skozi ta izobraževanja, skozi druženje z sošolci, skozi sodelovanje na delavnicah, bojo sigurno našli nekaj, kar lahko ponudijo svetu, na kar svet čaka, ne. Tako da, če rečem, da bi priporočala vsem, nisem dosti falila, deluje pa res na tak način, ja, zdaj pa vsem priporoča, ne. Vsak, ki razmišlja mogoče še o tem, pa se ni nikoli upal stopiti na to podjetniško pot, je mogoče zdaj pravi trenutek, da se okorajži, se vpiše na 5-tier in potem gre postopoma na to svojo podjetniško pot. Bravo. Zdaj, ko govoriva o podjetniški poti, je dostikrat ta pot osamljena. Kako so bili ti sošolci, sošolke, ki si jih dobila, koristni, da si videla, da tudi drugim ni enostavno, da tudi drugim je strah reči za denar, ker tudi meni je bilo na začetku neprijetno in kako ti je bilo to, recimo, neka korist? Najbolj mi je bilo koristno to, ja, ko smo se pogovarjali med sabo na teh delavnicah, ko smo delali skupaj, se pravi, nek projekt in načrt, kako boš speljal posel, je bilo videti, ja, mogoče so bili eni na tej svoji podjetniški poti že malček naprej od mene, so bili že podjetniki, pa so imeli iste težave, kot sem jih imela jaz, ki sploh še nisem začela, ker nisem udejanjila tega. In v tistem trenutku, ko smo poslušali predloge, kako to narediš, kako ono narediš, mi je bilo bistveno lažje, ker sem rekla, nisem osamljena. In tudi to, da se lahko obrnem na koga od sošolcev, da smo se lahko obrnili na asistente, ki so bili tam zraven, mi je bilo veliko olajšanje, ker sem vedela, da nisem sama na tej poti. Čeprav sem sama na tej poti, vedno je nekdo, na kogar se lahko obrneš v tem programu in to mi je bilo veliko olajšanje. Ali pa ne vem, ko je prišel nekdo, pa je rekel, ne vem, sem objavil na Facebooku nekaj, pa je bilo toliko objav, sem se potem tudi jaz okorajžila, kaj objaviti na Facebooku, in na tak način smo se dejansko spodbujali eden drugega. In v skupini je zadeva bistveno lažja. Kako ti vidiš sebe v prihodnosti? Kot finančni coachinja, kaj je neka prihodnost in vizija za tebe? Jaz sebe v prihodnosti vidim kot nekega coacha, poslovnih in življenjskih veščin, ne samo kot finančnega coacha. Vidim mogoče kot predavatelja o financah. Na moji časovni črti je kar precej stvari, ne, ker nekaj časa v prostem času izdelujem tudi naravno kozmetiko. In nekaj časa sem bila prepričana, da ne morem, ne vem, 3 stvari delati, ne. In v bistvu in skozi izobraževanja in skozi dogodke ugotavljam, da z lahkoto lahko in delam na področju coachinga in na področju izobraževanj in na področju mogoče naravne kozmetike. Tako da v prihodnosti se vidim kot predavatelj, kot nekdo, ki ima razvito svojo naravno kozmetiko,
in kot coach, ki pomaga posameznikom ali pa tudi skupinam do svojih prebojev. Deva neko spodbudno misel za vse, ki naj poslušajo ob najnem zaključku, ker sam tudi iz izkušenj vem, ko sem imel kar 600,000 evrov kreditov, da je denar in minus denarja huda bolečina. Deva nek nasvet ljudem, ki so danes v slabem čustvenem stanju, strah jih je, nekateri celo razmišljajo o zaključku svojega življenja zaradi pomanjkanja denarja oziroma kreditov. Dajmo neko spodbudno misel, kaj jim svetuješ? V bistvu svetujem jim, da ne glede v koliko je ta minus, kako visok je ta minus, da se usedejo, da si zapišejo oziroma da pogledajo, kakšen finančni minus je in da začnejo korak po korak reševati zadeve. Ker ko pustimo zadeve nekje na kraju, se te zadeve pač minus, če imamo nek minus, in ga pustimo in se ne ukvarjamo z njim, se to samo poglablja. Obresti se nabirajo, dolgovi se nabirajo, se večajo in tako naprej. Treba je korak po korak, prvo je odločitev, da bomo nekaj naredili na tem, in drugo je korak po korak reševanje težav, ki jih imamo. Ne vem, oglasiti se na telefon, ko nas kličejo iz banke ali pa iz podjetja, kateremu smo dolžni, in povedati, ja, glejte, vem, imam minus, bom rešil, pošteno povedati, si dati nek časovni horizont, dokdaj lahko zadevo rešimo in začeti zadeve reševati. To je v bistvu neka spodbuda za naprej, ker še tako hud minus se da rešiti. Korak za korakom. Všeč mi je, kar si rekla, torej ne se skrivati, ne se bati, odgovoriti upnikom, reči, lej, se zavezujem, delam na temu, rešujem in vztrajati. Ja. Tako je. Kaj je recimo neka zaključna misel, Zorica, ker mi je bilo čast veselje te imeti in začela sva z denarjem, ki se tako čuti ali pa sliši tako materialno, in dostikrat poudarjam to, ljudje, ko govorijo o duhovnosti, rečejo, lej, duhovni ljudje ne rabijo denarja, samo potem ta isti duhovni človek gre v trgovino, in če hoče kupiti, ne vem, liter mleka, ali pa hrano, ali pa karkoli, ga vedno vprašajo po denarju. Noben ne bo rekel, lej, ti si povezan z Bogom, ti ne rabiš plačati. Torej, trgovina na koncu pričakuje plačilo za produkt oziroma storitev. In kako lahko dava denarju ob zaključku neko bolj pozitivno vrednost, ker je nažalost v očeh številnih ljudi kot neko zlo, kot nekaj negativnega, kar to ni. Ja, res je, denar ni zlo. Denar je veselje, denar je sreča, denar lepo diši. Kakšenkrat, ko imaš nove bankovce, je fajn jih tako povohati. Ja, denar nam daje svobodo. Svobodo naših odločitev, kaj bomo delali, kako bomo živeli, kam bomo šli, ali bomo šli na dopust, ali ne bomo. Tako da meni denar mi je lep. Lepi so mi bankovci, lepo dišijo. Tako da jaz bi rekla, dajte pogledati lepšo stran denarja. Kaj nam denar lahko vse prinese. In razmišljajte o tem, kaj vse lepo nam denar prinese, in počasi se premikajte v tej smeri in bojo dnevi bistveno lepši. Zorica Perič,
hvala, ker si bila z nami, z mano, v čast in veselje in upam, da se kmalu spet vidimo. Hvala, ker ste me gostili tle in ja, upam, da se kmalu spet vidimo. Moje ime je Aleksander Šinigoj in dobrodošli v mojem podcastu oziroma podcastu, kjer modeliramo strategije odličnosti. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. Odličnost je posledica vaje, treninga, dela in več, ko boste to poslušali, vadili, razmišljali, več je verjetnost, da boste to implementirali v svoje življenje. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo.